Dobro jutro. Če težke kovine in gobe nikakor ne sodijo skupaj, sem pred kratkim izvedela, da so gobe zelo zadovoljne s težkim metalom. Ja, rade imajo glasno muziko, kakšen heavy metal ali pa grom, zvok nevihte. Je najbolj že to čisto iz narave. Takrat, ko je nevihta, pada dež, gobe rastejo. Tako pripoveduje gost oddaje Liki. S partnerico v središču Ljubljane gojita gobe. Sem Rok Zalar. Sem Bojana Rudović-Vanut. In sva navdušenca nad urbanim gobarjenjem. Ja, jaz sem diplomirana kulturologinja, ki je zaslovela svojo diplomo v Bureku. Rok je pa skorajšnji. Inženir bionike. Zdaj sem v zadnji fazi, končujem študij. Obiskala sem jo v Gobnjaku, kot mu pravita, v kleti z visoko vlažnostjo. Na policah so iz polnih vreč kukali klobuki različnih barv in oblik. V teh vrečah so preraščeni substrati, iz katerih izraščajo gobe. Imamo par različnih, ostrigarje, šitake, resastega bradavca. Tukaj kukajo dojenčki ostrigarjev. Ja, čist majhni, zametki, ki bojo zrastali v takele plahtice malo kasneje. Greva skoraj vsak dan, sem v Gobnjak, pa pogledava, kakšen je napredek pa razvoj. Sploh ostrigarji zelo hitro rastejo. Od tega stanja zametkov, ki jih vidimo danes, do gobe, ki je pripravljeno na obiranje, 2-3 dni. Poudarjata, da gobe za zdaj gojita v svojem prostem času. Rok Zalar sicer ureja okolico in zelene površine, Bojana Rudović-Vanut pa dela kot organizatorka dogodkov. Ja, imamo vsak svojo službo. Ja, zaenkrat je to ta faza. Imamo vsak svojo službo, pa imamo karate klub vodimo. Pa zdaj še gobe. Konec tedna ne obujeta gojzarjev in se ne podata na lov za gozdnimi zakladi. Nista gobarjev v klasičnem smislu, zato imata raje poimenovanje urbana gobarja, če že kaj. Mislim, tudi tole je kakor urbana neka farma v to smer. Če si gobar, pa moraš iti v gozd, pa moraš vedeti, da je zdaj kaj. Tako si jaz to predstavljam. Zdaj, če bo enkrat to urbano gobarjanje toliko se upletlo vse pore družbe, da boš lahko rekel, da si gobar, tudi če si urbani gobar, v redu. Zdaj še z te ločnice, mislim, jo vidim, da gobari so v gozdu, mi smo pa tle neki čudnik. Urbani gobari, ajde, da imamo lep naziv. Pripovedujeta, da je ves njun pridelek užiten, v gozdu pa moraš biti zelo previden. Na divje gobe se ne spoznata preveč, bi se pa nekoč o njih rada naučila več. Na dnevu odprtih vrat Gobnjaka so bili tudi gozdni gobarji, zato si želita z njimi izmenjati različna znanja. Pri nas je malo stigma glede teh gojenih gob, ker vsi sam poznajo šampinjone, imamo malo šitak in to, pa gozdne gobe. Ne? In zdaj v tej prvi fazi delava na izobraževanju. Da gobe niso samo v gozdu, lahko jih vzgojimo, pripravljava tudi delavence v bistvu celega tega procesa, tako da v bistvu delava na tem, no, da jih postavimo na neko mesto malo bolj vidno. Da ni zdaj vsak slovenska ve, jurčuk pa lisička, pa šampinjon v štacuni. Ne, ni tako. Rok Zalar se je v gobah začel izobraževati pred 5 leti. V sklopu svoje študijske smeri bionike pa je izbral tudi temo za diplomsko nalogo z naslovom Primernost japonskega dresnika za gojenje trosnjakov bukovega ostrigarja. Urbana gobarja se ves čas izobražujeta in eksperimentirata. Vsak poskus, kot tudi prvi, pa ni nujno uspešen. Ideja se je prvič porodila na praksi v šoli, in sicer v pivovarni. In ko je mentor povedal, da je neka ameriška pivovarna na odpadnih tropinah začela gojiti gobe in se potem v bistvu na mesto v pivovarstvo osredotočila na gojenje gob, bolj dobičkonosno. Ker je to višja šola, kjer je en semester samo prakse, sem jo upravljal v pivovarni in ko prišel do teh informacij in ideje. Tisto je bilo zelo eksperimentalno na začetku. Jaz sem tisto ostanek teh pivskih tropin, kjer je bilo še zelo veliko sladkorja not, prav so bile zelo kalorične in zelo veliko verjetnosti za okužbe, ampak sem pač vzel nek tale micelij na lesnih čepkih, ki je sicer namenjen za cepitev hlodov, jih vrgel noter v tisto vrečo, zaprl, pa upal, da bojo pač zrasle gobe ven. Ampak, ko sem takrat študiral na Ptuju, to med tednom se ta vreča, v kateri je bilo to vse noter napihnila, da je bil to en ogromen smrdljiv balon na začetku, tako se je začelo. Zakaj ste sploh še vztrajali? Ker so mi bile zanimive gobe. Varjenje piva je opustil in raje vztrajal pri gobarjenju.
Bojana Rudović Žvanut poudarja, da so gobe vse pogosteje na jedilniku, saj imajo veliko aminokislin in vitaminov, kljub majhnemu številu kalorij pa so zelo hranilne. Mislim, lahko jih narediš čisto kot mašilo na mest mesa, recimo. Imaš rižek, pa narediš omakco z njimi. Rok se je zdaj enega sjajenega recepta spomnil, ki je šel ful dobro na dnevu odprtih vrat. In tako, kot so beef jerky, tisti grickalice, tako se gobo marinira in pol v pečički na čist malo počasi suši in je v bistvu prigrizek. Zelo kakšen, ne rečemo zdrav, ko ne smemo podajati sodb, ampak fin prigrizek, boljši od čipsa, 100%. Pol pohane gobe, šnicel noter. V glavnem, možnosti so neomejene, če si pustimo malo domišljiji, da dela, da jo pustimo dlje od tega, da je goba z jajci in to. Če se vrnemo k njeni razvpiti diplomi v bureku, kaj pa gobe kot nadev v tankem testu? V bistvu jaz bi zdaj tle se s kakšnimi povezala, to sem gruntala, zato ker ni bureka recimo z ostrigari pri nas, ne? V Užicu sem jaz najboljši burek jedla sa pečurkama. Tega tle ni, v redu pica bureku so oni 3 šampinjončki, ampak tako prav, da delamo veganski burek z gobami. To mi je želja. Zamisel ni slaba, gojenje gob pa je preprosto, zagotavljata gojitelja. Potrebujete klet ali vlažen prostor, naročite miceli in se pozanimajte, v kakšnem okolju se bo najbolje razvil. Za začetnike predlagate ostrigarje, ki rastejo v slami. Vse to je običajno zaprto v plastično vrečo, sama načrtujete, da boste kmalu prešane steklene zabojnike in zmanjšala odpad. Ker sta že malce bolj izkušena, sta urbana gobarja zdaj pripravljena tudi na nove, zahtevnejše gobe. Zanimiv je meni zelo rejši, to se pravi ganoderma, ki naj bi imel izredno blagodejne, zdravstveno blagodejne učinke in tis pa traja, kada bi ga rodil 9 mesecev, nekaj tazga. Svetnikova pološčenka. Mislim, te so taki vesolci, no? In rabijo tudi svoje. Zdaj sva naročila še enkrat micelija, kaj je bilo? Majtake, shimeji. Mislim, zdaj smo še zmer v tej fazi eksperimentiranja. Mava neko idejo, na katero gobo se bo osredotočila v prihodnosti, ampak zdaj naj v bistvu še vse zanima. No? Tako, in naročava pol lih kar si zmislila teh miceljev. Tudi mene je zanimalo marsikaj, še najbolj, kakšen je na otip zelo zanimivi resasti bradovec. Previdno sem Roka in Bojano vprašala, ali jo moti dotikanje gob. Ja. Pa karatajca sva tudi, tako da. Če bi prav grobo se dotikali oziroma pritiskali vanjo, če se poškoduje na tkivo, lahko tam zaradijo bakterije. Ne? Tako da prav stiskati je ni fino. Ne? Prav, umaknila sem roke in zastavila še zadnje vprašanje. Kako pogosto ljudi zanima, ali imata kje skrite tudi nore gobe? Ja, zelo pogosto. To najprej vprašajo. Pa pač ne. Tako da, evo, ne, javno na radiju, ne. Rok Zalar in Bojana Rudović Žvanut sta samo nora na gobe. Pogovor z gostoma današnje oddaje Liki, ki se v prostem času ukvarjata z urbanim gobarjenjem, je že med podcasti Radia Slovenija. Vabljeni, da se nanj naročite.